Včasih med brskanjem po netu naletim na podatke, ki me vržejo iz stola. Tudi dobesedno. Pazite to. Vsako sekundo se po svetu porabi približno 160 tisoč plastičnih vrečk. Na sekundo? Ta video se je začel pred kaj? 10 sekundami. To pomeni, da se je zdaj porabilo že skoraj 2 milijona plastičnih vrečk. Noro. Na spletu je ogromno podatkov o plastičnih vrečkah, ampak jaz bi rad danes o tej problematiki več izvedel v živo. Zato se bom dobil z Ekologi brez meja in ti greš z mano. Mislim, greste z mano, če hočete. Lepo vabljeni. Le to, o tem govorim, pa sam skupaj lahko poskrbimo za naš planet in trajnostne alternative so zakon. Živijo, Barbara! Lepo pozdravljena, hvala, da si prišla. Z Barbaro sva pripravila poseben izziv zate in tokrat tudi zame. Zastavila nam boš nekaj vprašanj, na ta vprašanja pa bomo poskušali skupaj, ampak vsak zase odgovoriti. Boste videli, zanimivo bo. A lahko začnemo? Dajmo. In sicer prvo vprašanje se glasi: koliko plastičnih vrečk za enkratno uporabo bi prihranili na letni ravni, če bi vsi Slovenci uporabljali tele Sparove mrežaste vrečke za večkratno uporabo? Ja, moja matematična intuicija mi pravi, da bom tule moral množiti z 2 milijona, pa če govorimo o letni porabi, bi jaz rekel 10 krat 2 milijona, 20 milijonov. To bi bilo super, če bi bilo res, ampak nažalost je številka malo višja. In sicer po podatkih iz leta 2019 vsak Slovenec na leto porabi 73 plastičnih vrečk, tako da če to pomnožimo z 2 milijoni, dobimo 146 milijonov plastičnih vrečk. To je res ogromno in res dober razlog, da uporabljamo takšne vrečke za večkratno uporabo. Imaš prav, tole me je pa kar presenetilo. 73 vrečk je raziskava iz 2019 pokazala. Dobro. To lahko gotovo spremenimo in popravimo na bolje. Kaj je naslednje vprašanje? Naslednje vprašanje pa se glasi, če bi po celem svetu vsi prebivalci uporabljali vrečke za večkratno uporabo, koliko vrečk bi v enem letu prihranili našim oceanom? Se pravi, zdaj govoriva o celem svetu. Jaz bi rekel 200 milijonov. Blizu. V bistvu po ocenah približno 300 milijonov plastičnih vrečk na leto vstopi v Atlantski ocean. Tako da, če bi recimo to primerjali, recimo da rečemo, da je tale litrski sok Sparov predstavlja 100 plastičnih vrečk, bi jaz zdaj potrebovala 3 milijone sokov, kar je res ogromno soka in res dober razlog, da uporabljamo vrečke za večkratno uporabo. Ja, težko si je predstavljati te številke, še težje si jih predstavljati v oceanu v obliki plastike. Zaključujeva še z enim vprašanjem. Tako, zdaj pa še zadnje vprašanje pa je, če bi ena taka plastična vrečka pristala v naravi, povprečno jo uporabljamo približno 30 minut, koliko časa pa se razgrajuje? A je to vprašanje s hakeljcem? Se plastika sploh daj do konca razgradi? Kaj pa ta mikroplastika? Rekel bom zelo dolgo. Recimo, tokrat bom šel še višje v cifrah 500 let. Ja, zdaj čisto odvisno, v kakšnih razmerah se ta vrečka razkraja, ampak če bi nekje pristala v naravi, bi se lahko razkrajala vse do 1000 let. Tako da, če bi recimo danes pozabil svojo vrečko za večkratno uporabo in bi namesto tega uporabil vrečko za enkratno uporabo, bi se ta lahko razkrajala vse do leta 3022. Kaj misliš, koliko generacij bi se obrnilo do takrat? Koliko generacij? To je pa še ena matematična, čakaj, tole si lahko pomagam s kalkulatorjem. Oziroma, ne. Ta izračun, drage gledalke in gledalci, prepuščam vam. Hkrati pa vas pozivam, da od zdaj naprej vse dni v letu za nakupe sadja in zelenjave vedno uporabite vrečke za večkratno uporabo, za celoten nakup pa lahko zmeraj posežete po alternativnih izbirah, vrečkah, kot so recimo biorazgradljive torbe ali pa drugih alternativah, ki jih je v Sparu ogromno. To je to. Hvala, Barbara, za ta kviz, ki mi je res dal misliti in hvala tudi vam, da ste se v njem preizkusili. Se vidimo! Čau!